Iz roda v rod, iz Medvod. Bo Lipo drevored preživel? Mesec požarne varnosti. Ambasador starodobne opreme. Pomoč starejšim na domu. Jenkova nagrada Miklavžu Komelju. Od Medvod do Skandinavije. Dober večer. V teh dneh mineva leto dni, kar sta uradno nastopila funkciji novi občinski svet in novi župan Nejc Smole. Ta je v svojem programu kot cilj zapisal tudi oblikovanje enotne blagovne znamke, pod katero bi se prodajalo kakovostno blago in storitve, obogateno z medvoško zgodbo. V torek sta Javni zavod za šport in turizem Medvode in Kmetijska zadruga Medvode povabila morebitne sodelujoče na prvi informativni sestanek, da jim predstavita projekt blagovne znamke, ki trenutno nosi delovni naslov Od Jakoba do Jakoba. Do končnega imena pa naj bi prišli tudi s predlogi občanov. Jure Galičič je v imenu Zavoda za šport in turizem, h kateremu naj bi se do konca leta pripojil tudi Javni zavod za kulturo in mladino v skupni zavod Sotočje, predstavil projekt vzpostavitve blagovne znamke, ki bi pod enim imenom združevala prvenstveno pridelke oziroma izdelke domačih pridelovalcev in izdelovalcev umetnostne obrti. Glavni cilj je absolutno to, da vse te izdelke, ki verjamemo in vemo in so preizkušeno dobri, pa naj bodo to izdelki ali pridelki, nekako povezati v celoto, v eno skupno blagovno znamko, s katero lahko lažje nastopamo na tržišču, jo lažje promoviramo in seveda s tem promoviramo ne le udeležence te znamke, ampak navsezadnje tudi Medvode. Kot pravi dosedanje izkušnje predvsem z blagovno znamko, ki jo je razvila razvojna agencija Soreš Škofjeloškega konca, babica Jerca in dedek Jaka, skupno ime spodbuja prepoznavnost produkta, ločuje od konkurence, ustvarja reference, izpolnjuje obljube, ohranja kvaliteto in ustvarja ter ohranja čustveni stik s stranko. Čeprav to ne pomeni, da bi se ponudnik moral odpovedati svoji že doseženi prepoznavnosti. Komu je bil današnji sestanek prvenstveno namenjen? Predvsem vsem tistim, ki jih sploh zadeva vzpostavitev nove blagovne znamke zanima. Nikakor ni bil namenjen samo tistim, ki imajo že uveljavljene produkte, ampak je bil namenjen tudi tistim, ki jih še nimajo, pa bi želeli sodelovati, pa nimajo registriranih dejavnosti, nimajo registrirane prodaje. Torej vsem tistim, ki jih sodelovanje v nekem skupnem projektu na ravni občine zanima in jaz mislim, da vsem tem, ki bi radi sodelovali, je treba pomagati in jih nekako, seveda, če so izdelki zadovoljivi in kakovostni, vključiti v znamko. Javni zavod Sotočje bo prevzel registracijo blagovne znamke, poskrbel za celostno grafično podobo, oblikoval darilni program, poskrbel za spletno stran, medijsko podporo, nudil pomoč pri registraciji dejavnosti in seveda s posebno ekipo določil kriterije, ki jih mora produkt izpolnjevati, da bi se ta lahko prodajal pod blagovno znamko. Pri slednjem bo strokovno podporo nudila tudi Kmetijska zadruga Medvode, ki bo kot prva omogočila tudi prodajo izdelkov pod skupno blagovno znamko. Cilj je vsekakor, da se tisti, ki vstopijo v prodajo oziroma za svojimi izdelki, da te izdelke lahko tudi prodajo. In seveda naš namen je, s tem se tudi zdaj veliko ukvarjamo, da prodajamo v svojih prodajalnah lokalno hrano, čeprav so naše trgovine prvenstveno tehnične trgovine. Vsekakor bi bil pa namen, da bi bilo tega več, ker mislim, da prvenstvena funkcija Kmetijske zadruge je, da prodaja stvari, ki jih kmetje proizvajajo, torej hrano, ki jo oni proizvajajo, ali pa polprodukte, kakorkoli. Je izbor kvalitetnih izdelkov, pridelkov, ki bi se lahko pod to blagovno znamko pa kakršnakoli že bo dobro ponujali? Seveda so. Že sedaj so nekateri pridelovalci ali pa izdelovalci dobro promovirani, tako da in tudi dobro prodajajo, tako da ne vidim nobenega težave, da ne bi mogli se to ti izdelki izbrati in tudi dobro promovirati in tudi dobro prodajati. Obveznosti ponudnikov bo redna dobava kvalitetnih produktov, skrb za promocijo blagovne znamke, uporaba blagovne znamke le za tiste izdelke, ki jih bo posebna komisija izbrala in namesto plačila zavodu za vso njegovo pomoč, blagovna menjava. Po sklenjeni pogodbi bo dolžan določeno količino izdelkov nameniti za promocijo zavoda in občine na sejmih, gostovanjih in podobno. Potencialnih ponudnikov na tokratni predstavitvi skorajda ni bilo. Kakšnim pričakovanjem ste prišli danes na tole predstavitev?
Ja, pravzaprav z velikim pričakovanjem ne. Bolj me zanima, kakšna stvar je, na kakšnih osnovah se to gradi, pa pač, da poskušam tudi po svojih močeh z izkušnjami, ki jih imava z ženo, prispevati k temu razvoju te blagovne znamke. Za vas bo ta blagovna znamka uspešna, če bo nudila kmetiji Malenšek kaj? Ja, povečano prodajo, ne? Višjo ceno pa večjo prodajo. Ali pa še večjo prepoznavnost v tem domačem okolju. To je pa nedvomno to Medvode, pa ti kraji ali pa te gostilne, kamor zahajajo tudi drugi gostje iz drugih delov Slovenije. Skozi samo razpravo sta se oblikovali dve dilemi. Kako na široko zastaviti projekt, tako teritorialno, saj Kmetijska zadruga Medvode povezuje tudi kmetovalce iz nekdanje občine Ljubljana Šiška, kot tudi glede na pestrost produktov, ki bi se smeli prodajati pod blagovno znamko. Merilo naj bi bila poleg kvalitete tudi lokalno obarvana zgodba, tako za pridelek, izdelek, kot tudi morebitno storitev. Delovno ime blagovne znamke je trenutno od Jakoba do Jakoba, kar naj bi simboliziralo tako dejstvo, da je Jakob Aljaž naš občinski zavetnik, kot tudi to, da našo občino geografsko definirata dve cerkvi svetega Jakoba, ena v Polhograjskih Dolomitih in druga na ravnini v Hrašah. No, jaz moram reči, da je meni od Jakoba do Jakoba zelo simpatična. Se pa moram strinjati tudi s tistimi, ki so rekli, da mogoče na prvi pogled ali pa mogoče na prvo poslušanje tega, marsikdo ne bo vedel, kam pa s taco molija. Tako da jaz mislim, da je treba nekako narediti nekaj, kar je za Medvode značilno. Ali je to tepka, ali je to od Jakoba do Jakoba. Vsekakor je bil pa recimo moj predlog danes, da se nekam med kakšno obrazložitev prikrade, ne vem, Šmarna gora, glede na to, da jo vsi tako zelo dobro poznajo, in če nekako uspemo geografsko izdelke in pridelke umestiti v bližino ali pa v neposredno okolico Šmarne gore in to izpostaviti, mislim, da je to zmagovita kombinacija. Je pa res, da bodo pa strokovnjaki, tisti, ki se s tem že dolga leta ukvarjajo, mogli povedati, ali bolj paše to ali to. Do tudi tržno atraktivne blagovne znamke naj bi prišli tudi prek javnega razpisa. Že tokrat pa smo dobili zanimiv predlog. Moja ideja je bila tepka, ker je tradicionalno drevo, ki je preživljalo revne familije v prejšnjih stoletjih in desetletjih, ker je obstojna kot sadež in kot les in zaradi tega, ker je enostavna za promocijo. Podnaslov te tepke? Iz roda v rod, iz Medvod. Že dan predtem pa so predstavniki osnovne šole Prenska, Rotary kluba Medvode in občine Medvode krajanom Katarine predstavili idejo, da bi stanovanjsko hišo, ki je v lasti občine Medvode, adaptirali in spremenili v informacijsko-izobraževalni center Polhograjskih Dolomitov v hišo Blagajana po vzoru centrov šolskih in obšolskih dejavnosti. Stanovanjska hiša je sicer v lasti občine Medvode za potrebe civilne zaščite in jo zadnjih 20 let vzdržuje le toliko, kot je nujno potrebno. Več o projektu v prihodnji oddaji. Pred tednom dni je občinska svetnica Alenka Žavbi-Kunavar tudi na našo televizijo naslovila sporočilo za javnost, v katerem se sprašuje, ali bo lipov drevored v središču Medvod preživel. To je lipov drevored ob novem trgovsko-poslovnem objektu, kjer ima osrednjo mesto trgovina Špar. Mimogrede, v četrtek odpira vrata. Na problematiko lipovega drevoreda je Žavbi-Kunavarjeva opozarjala že sredi avgusta, ko sta skupaj z Darjo Matjašič, krajinsko arhitektko, ugotavljali, da izvajalec del ni upošteval predpisov na področju ravnanja z drevesi, saj naj bi požagal vejevje in uničil korenine lip na gradbiščni strani. Padal je celo sum, da je objekt mimo gradbenega dovoljenja postavljen preblizu lipovega drevoreda, vse z namenom, da ta propade in da ne zakriva pogleda na trgovino Špar. V sporočilu za javnost se Žavbi-Kunavarjeva ponovno sprašuje, ali je občina Medvode naredila vse, da bi se lipov drevored ohranil. Alenka Žavbi-Kunavar je na to problematiko opozorila tudi na septembrski seji občinskega sveta, saj je prav takrat prišlo, kot je kasneje 6. oktobra zapisala tudi v prijavi suma kršitve predpisov na okoljski inšpektorat, do ponovnega obglavljanja krošenj in poseka dreves. Hkrati je v prijavi ponovila vse prejšnje sume in inšpektorat pozvala, naj preveri predstavljen primer ravnanja investitorja in skladnost izdanega gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti
sproti in situacijo na terenu ter ga pozvala k ukrepanju. Naj ugotovi odgovornost investitorja in občine Medvode, saj je občinski svet sprejel občinski podrobni načrt, v katerem je natančno določeno, da se dosedanji drevored lip ohrani. Spomnimo, kako je situacijo dan po prijavi za našo televizijo komentiral župan Nejc Smole v oddaji V zakaj občinski zato, ko je podal vsebino pogovorov z investitorjem. 25. avgusta smo imeli na občini sestanek. Ker mu nismo dali soglasja, ko je pisal pismo za obrezovanje teh lip, smo imeli sestanek, kjer smo želeli, da nam vse pojasni. Povedali smo mu, da naj ne izvaja nobenih posegov, dokler ne dobi strokovnega elaborata. Hkrati ga pa seznanili, da lastnik tega zemljišča ni občina Medvode, ampak Republika Slovenija, ker je to državna cesta. Po naši zahtevi je on govoril tudi z direkcijo za infrastrukturo oziroma bivšo za ceste, sestavil elaborat in ga predal koncesionarju direkcije za ceste, to je Gorenjska gradbena družba, ki je potem, to pa ne vem ali oni ali njihov podizvajalec, ta poseg izvršila. Torej, zdaj, če ste sledili, kle noter ni nikjer občine Medvode. In mi smo trdem, da zelo zahtevno do investitorja pristopili, najmanj pa, da bo zdaj župan odkazoval, kjera lipa stoji in kjera ne stoji, jaz nisem za to kompetenten. Alenka Žavbi-Kunaver je pred tednom dni na javnost ponovno naslovila sporočilo, v katerem izraža dvom, ali bo lipov drevored v središču Medvod preživel. Kot piše, je tik pred tem sicer prejela mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, iz katerega še vedno ni razvidno, ali so bili spoštovani vsi predpisi in smernice, saj zavod le ugotavlja, da v konkretnem primeru ne gre za naravno vrednoto, ki bi bila zavarovana na državni ravni in da niti ni zavarovan z aktom o zavarovanju. Hkrati pa zavod zapiše še, da bi bilo za ohranitev dreves za vnaprej najbolje ravnati v skladu s standardi, ki določajo načrtovanje in izvedbo gradbenih posegov v naseljenih območjih, ampak da ti standardi po njihovi oceni niso več veljavni. In kaj Žavbi-Kunaverjeva očita občini? Kot pravi, bi pričakovala, da bi občina za mnenje pristojne institucije zaprosila sama, če je v dvomih, ne pa, da je ta pobuda prepuščena občanom. Oktober je mesec požarne varnosti. Letos je namenjen predvsem evakuaciji. Po naši občini pa potekajo že ustaljene akcije. Mi smo se udeležili 2: preventivnega dneva v organizaciji Gasilske zveze Medvode in dneva odprtih vrat prostovoljnega gasilskega društva Sora. Že 3. leto zapored so gasilci prostovoljci sobotno dopoldne namenili prikazu in predstavitvi gasilskega dela. Mimoidočim so se predstavili gasilci društev, ki delujejo v naši občini. Kaj ste danes gasilci pripravili tukaj v Medvodah za naše občane? Danes smo pripravili v bistvu pregled gasilnih aparatov in prodaja, tako kot vsako leto. Obenem smo se odločili, da prikažemo pravilno delo z defibrilatorjem in temeljne postopke oživljanja. Obiskovalci so si lahko ogledali gasilska vozila iz različnih društev in različnih letnic izdelave. Vsak obiskovalec je lahko sodeloval tudi v nagradni igri, pokazati je moral le nekaj znanja iz prve pomoči. Sicer pa je požarna varnost v naši občini vsaj po številu intervencij vsako leto boljša. Letos so gasilci posredovali 24-krat, število intervencij se je v primerjavi z lanskim letom prepolovilo. Kaj lahko za večjo varnost postorimo sami? Še zmeraj je treba paziti, kadar odhajamo od doma, da zapremo plin, da sklopimo naprave, da pazimo recimo. Lani je bilo recimo več takih požarov, da ljudje, ko se začne kurilna sezona, pa potlej pepel vržejo v kakšno papirnato leseno škatlo in take stvari. Gasilske aktivnosti potekajo skozi celo leto. Oktobra se je povečalo število preventivnih dejavnosti. Po društvih so dnevi odprtih vrat, kar mislim, da vsa društva bodo pripravila dnevi odprtih vrat za lokalno prebivalstvo. Pred nami pa je v petek slavnostna akademija ob 20-letnici Gasilske zveze Medvode, tako da je oktober zelo pester, tako da bo tudi vaja Gasilske zveze Medvode z udeležbo vseh 6 prostovoljnih gasilskih društev predstavljena v mesec november. Mesec oktober je tudi pravi čas, da doma poskrbimo za tisto najbolj osnovno požarno preventivo, s katero lahko pomagamo tudi k manjši obremenitvi prostovoljnih gasilcev.
Tradicionalni dan odprtih vrat gasilskega doma v Sori je letošnje leto potekal v nedeljo dopoldan, kjer so ljudi seznanjali z delovanjem gasilcev in jim razkazali gasilni dom in gasilska vozila. Ta dogodek vsak let organiziramo, da malo naše krajane, da jim pokažemo, kva gasilci smo, kaj delamo, da malo spoznajo naš gasilski dom, naša vozila, pa kakšno stvar jim pokažemo takole, da je zanimiv. V sklopu akcije Gasilske zveze Slovenije Oktober mesec požarne varnosti so tudi v gasilskem domu Sora pokazali ljudem, kako lahko sami doma preprečijo požarne nevarnosti in kako ravnati, če do njih pride, tako da so ljudje v teh primerih na to že pripravljeni. Sam namen današnjega dneva odprtih vrat je bil ravno to, da ljudem približamo pa jim pokažemo, da prva pomoč je zmeraj tista, ki jo človek naredi sam. Prva stvar je, da se zaveda, kam je treba poklicati, druga zadeva je, če je majhen požar, pa če ima doma gasilnik, ki je izpraven, lahko ta požar on sam pogasi. Isto je, če se človeku v nesreči kaj zgodi, kot smo pogledali pri defibrilatorju v zastoju srca. Treba se je zavedati, da prvo pomoč si vsak nudi najprej sam. Tako kot je že gospod zdravnik Peter povedal, 20 minut rabijo reševalci, gasilci glede na oddaljenost tudi od 5 do 10, 15 minut. Če pa sam pristopiš, pa lahko veliko življenj oziroma premoženja rešiš. Letos smo prikazali, tako kot vsako leto, že delovanje defibrilatorja, kako z njim pravilno rokovati. Prikazali smo gašenje z gasilniki. Celoten dogodek je pomagala organizirati Gasilska zveza Medvode, ki se trudi ljudem gasilske dejavnosti približati, da lahko tudi oni pomagajo v primeru požarnih nevarnosti in same preventive za požarno varnost. Gasilska zveza je vesela vsake dejavnosti, vsakega društva. Mislim pa, da je treba vedeti, da Gasilsko zvezo sestavlja 6 društev in Gasilska zveza je v bistvu vsakemu društvu boter. In vsaka dejavnost, ki jo upravljamo, preventivna ali operativna ali delo za mladino, je tudi ena dodatna točka Gasilske zveze. Gasilska zveza priporoča, da se čim bolje seznanite s preventivo požarne varnosti in s tem preprečite možnosti nastanka požarne nevarnosti. Jutri bo Gasilska zveza Medvode, letošnja dobitnica medalje občine Medvode, praznovala 20 let uspešnega delovanja. Mi pa to priložnost izkoriščamo za dolg iz preteklosti. Še 2 občinska nagrajenca nismo predstavili v mini portretu. Turistično društvo Žlebe Marjeta je predlagalo in komisija je predlog potrdila, da plaketo občine Medvode letos prejme tudi Franc Kosec iz Žleb. In sicer za promoviranje domačega kraja in občine Medvode skozi etnološki prikaz starodobnega smučanja. Odkar je postal član škofjeloškega društva Rovtarji, pa v poletnih mesecih sodeluje tudi pri prikazu starodobnega kolesarjenja. Bogata zgodovina smučanja v Žlebeh in obujanje etnološke tradicije je napeljalo turistično društvo Žlebe Marjeta k predlogu domačina Franca Kosca za prejem plakete občine Medvode. Že več kot 25 let prikazuje na različnih smučarskih tekmovanjih starodobno smučarsko opremo, oblačila in načine mazanja smuči. Kdaj ste se navdušili nad staromodnim smučanjem in pa kolesarjenjem? To je že okrog 25 let. Na prve sem pa bil na Starem vrhu, ki je bilo po radiju zjutraj, da je to staromodno smučanje, pa sem se oglasil gor, pa sem se tam vključil. Tam je še rekla, da bi šel v kakšen klub, jaz nisem nobenega poznal. No in pol drugo zboto so pa že tam povedali, smo šli pa v Kropo. Sem pa pol tele malo spoznal, ker so iz Loke, pa najbližji imam Zoloko. Če se ploh priključil, so rekli, ni problema in ko sem pol v društvu Rovtarja. Smučal je že v otroških letih v Podutiku pri Ljubljani, od koder je doma, sedaj pa že 50 let domuje v Žlebeh, kamor se je priženil. Lani je praznoval častitljivih 70 let. Smučal sem se pa v Podutik, sem bil doma in je bil lih zraven bregu in tam je bilo največkrat smo se smučali. Sej dol se zapeljal, gor pa pešil.
Takratne smuči so bile lesene, ravno takšnega tipa, s katerimi smuča na tekmovanjih starodobnikov. Da pa smuči dobro tečejo, jih je potrebno strokovno namazati, še posebno, če je sneg južen. Takole smo pa včasih mazali smučke. Če je bil južen sneg, se je drugače nadilje, se je preveč sneg paril. Če je bil pa vosek, se pa ni paril. Pa sveča mora biti pa obvezno žegnana. To pa zato, ker se po breg dol spustil, da ko so dolino prišel, da si prišel cel z božjo pomočjo. Starodobna smučarska obleka je narejena po meri iz volnene tkanine. Zraven pa se pritiče še telovnik, bela srajca, metuljček in čepica. Odkar pa je zadnjih 8 let aktiven član Škofjeloškega društva Rovtarji, se predstavlja tudi kot starodobni kolesar. Podzemlje vedno kot smučarje se predstavljamo, to po vseh evropskih državah. Mislim, spomladi, ko sneg odide, imamo pa staromodniki s kolesom. Kot član društva Rovtarjev je tako prepotoval dobršen del evropskih dežel. Na različnih smučarskih tekmovanjih in prikazih starodobnega kolesarjenja je prejel številna priznanja in kolajne. Najbolj me je pa ostalo v spominu na Poljskem, ko smo imeli zaključno prireditev in je bila godba in to prve so zašpilali tele venček narodnih Avsenikovih pesmi. Mi smo vstali, pa je zastava mahal, in to so vsi pol gledali, ker to je tak, ko preko po štadiona, velik prostor, pa ploskali so vsi, in to se, mislim, po vseh evropskih državah je priznan, mislim, Slavko Avsenik, to vsi poznajo. Pri starodobnem kolesarjenju se mu je pridružila tudi njegova soproga Marija. Med našim obiskom se je oblekla v starodobno žensko kolesarsko obleko. Starodobna kolesa so jima priskrbeli znanci. Aktivno sodelovanje v društvu Zakoncema Kosec vzame kar nekaj časa, saj sta skoraj vse vikende zasedena. Letos avgusta so tako kolesarji gostovali na Švedskem, prihodnje leto načrtujejo obisk Belgije. Omenili ste, da sta oba dva upokojena. Kako torej preživljate prosti čas? Preživljava ga zelo lepo. Veliko smo na kolesarjenjih, Nemčija, Avstrija, okoli jezera v Avstriji, potem gremo na morje, tako da dosti je aktivno. Škofjeloško društvo Rovtarji šteje približno 20 članov. Zakonca Kosec sta edina člana, ki prihajata iz občine Medvode. Prijeto priznanje plakete občine Medvode Francu Koscu veliko pomeni in ga ni pričakoval. Najprej bi se zahvalil društvu Žlebe Marjeta, ki je prav mene izbralo za občinsko priznanje. Hkrati pa bi se rad zahvalil tudi članom komisije za izkazano zaupanje v moje delo. Prav po našem obisku sta Zakonca Kosec z Rovtarji sodelovala pri odprtju škofjeloške obvoznice in se kot starodobna kolesarja med prvimi zapeljala skozi novo izgrajeni tunel. Za v prihodnje pa si želita, da bi se lahko Zdrava in Čila z Rovtarji še dolgo udeleževala srečanj starodobnih smučarjev in kolesarjev. V četrtek zvečer je na osnovni šoli Preska potekala predstavitev socialnih storitev, ki jih izvaja občina Medvode, in še posebej storitve Pomoč na domu, ki jo izvaja s koncesijsko pogodbo Zavod Komet. To je bila že 6. organizirana predstavitev po krajevnih skupnostih naše občine. Odziv krajanov pa pod pričakovanji. Krajevna skupnost Preska Žlebe je 6. po vrsti, kjer je občina Medvode krajanom predstavila socialne storitve v okviru dejavnosti oddelka za družbene dejavnosti. Z področja sociale, da tako na kratko rečem, občina deluje ali pa nudi financira 3 sklope. Prvi je ta pomoč na domu,
drugi sklop so občinske pomoči in tretji je financiranje programov dejavnosti socialnega varstva skozi javni razpis, kjer se razdelijo sredstva izvajalcem, ki te programe izvajajo v Medvodah. V okviru oddelka za družbene dejavnosti je mogoče prejeti tudi enkratno denarno pomoč. Predpis občinskega sveta določa, da te pomoči dajemo sicer praviloma enkrat, v posebnih primerih pa tudi večkrat, za premostitev trenutne materialne ogroženosti, za nakup šolskih potrebščin za otroke v začetku šolskega leta, financiramo kosila v šolah in kosila starejšim od 65 let. To seveda vse ob pogoju, da družina ne presega določenega cenzusa, to pomeni, da več kot toliko dohodkov pač ne sme imeti. Po besedah vodje oddelka za družbene dejavnosti je cenzusov kar 10 vrst, ki so odvisni od velikosti družine in od zaposlitve obeh staršev. V naši občini je kar 50% višji, kot ga predpisuje država. V drugem delu se je predstavil Zavod Komet, ki kot nosilec koncesijske pogodbe od januarja 2013 izvaja storitev pomoč družini na domu. Ja, pomoč na domu je namenjena osebam, ki so stari 65 let ali več, in z našo občasno pomočjo, skratka s pomočjo na domu, lahko še normalno funkcionirajo v domačem okolju, potem invalidnim osebam, kronično bolnim osebam in pa otrokom s težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. Po besedah Zvonke Hočevar, občinske svetnice, ki se tudi poklicno srečuje s problematiko starejših, je ravno strah občanov pred izgubo premoženja in vračilom iz naslova dediščine tisti, zaradi katerega si ne upajo koristiti pomoči na domu. Občina po zakonu plačuje pomoč na domu. To velja za vso Slovenijo. Medtem ko posameznik bi vračal to pomoč samo v primeru, da ne bi imel sredstev za doplačilo niti teh 5,5 evra, kot je ura pomoči na domu, šele v tem primeru bi občina bila upravičena se prijaviti k dediščini. Pa še to v izjemnih primerih, ko bi se premoženje prodajalo ali karkoli. Vkolikor bi pa nekdo stanoval v tej hiši, tudi svojec, se občina ne usede na to premoženje, ker se hiša iz tega naslova ne proda. Storitev plača uporabnik po subvencionirani ceni, ki jo je sprejel občinski svet občine Medvode in od maja 2014 znaša 5,51 evra za efektivno uro od ponedeljka do sobote, v nedeljo 7,94 evra in na državni praznik 8,55 evra. Osebe s statusom invalida in osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč, pa so oproščene plačila v celoti. Kako se pa vzpostavi prvi stik? Ponavadi se prvi stik vzpostavi preko telefona, potem naš strokovni delavec pride na obisk k potencialnemu uporabniku pomoči na domu, da se z njim vse pogovori, kdaj bi to pomoč želel prejemati, katere storitve, v kakšnem obsegu. Na podlagi tega se potem podpiše tudi dogovor o izvajanju teh storitev in te storitve se potem izvajajo po naprej dogovorjenem urniku in dogovorjenem obsegu. Zavod za pomoč in nego na domu Komet ima sedež v Ljubljani. V njem je trenutno zaposlenih 9 oseb, ki v občini Medvode na domu oskrbujejo od 45 do 50 občanov. V nedeljo so na Podreči slovenski pesniki počastili Simona Jenka, pesnika Sorškega polja, tako da so pred njegovim spomenikom predali letošnjo nagrado za najboljšo pesniško zbirko ali tako imenovano Jenkovo nagrado. Že drugič jo je prejel Miklavž Komelj, svojo doslej najobsežnejšo zbirko Noč je abstraktnejša kot en. Jenkova nagrada je nagrada za najboljšo slovensko pesniško zbirko zadnjih 2 let, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev.
Nagrada se imenuje po Simonu Jenku, pesniku Soliškega polja, na čigav rojstni dan, torej 18. oktobra, so na prostoru, kjer je nekdaj stala njegova rojstna hiša, letos podelili Jenkovo nagrado. Nam je zdelo, da je najbolj naravno, da smo pač tu, bom rekel, na kraju, kjer se je Jenko rodil in kjer tudi stoji njegov spomenik. Skratka, ne vem, se mi zdi, da je to zelo naravna odločitev in pravzaprav tudi s tem, pridemo v stik, da tako rečem, z ljudmi, ki tu živijo in se mi zdi, da kot se je pokazalo, da je ta prireditev bila dobro obiskana, tako da ni prišlo do tega za neke zadrege, da je to neki shod v sili. Zdi se mi, odločitev je bila, da se tukaj podeli letošnja Jenkova nagrada. Letošnji nominiranci so bili Milan Jesih, Milan Kleč, Miklavž Komelj, Jan Karmelj in Jana Putrle-Srdić, ki so v svojih delih želeli doseči neko spremembo, hkrati pa so dela dovolj razumljiva za povprečnega bralca. Žirija je pregledala, bom rekel, bero pesniških zbirk zadnjih 2 let, tako kot določa tudi pravilnik, in je pač potem, bom rekel, po temeljitem premisleku delu izbrala 5 nominirank, 5 zbirk in med temi končno se pol odločila za zbirko Miklavža Komelja. Tisto, kar je pravzaprav bilo vodilni kriterij, merilo pri ocenjevanju zbirk vseh, je pravzaprav koliko je neka zbirka nova, inovativna, tako kar se tiče poetike kot estetike, skratka, tudi če gre za avtorja, recimo, ki ima večje število že pesniških zbirk, kaj konkretna pesniška zbirka pomeni znotraj njegovega dosedanjega opusa. No in knjiga Miklavža Komelja, Noč je abstraktnejša kot en, je pravzaprav ravno te kriterije, bom rekel, v največji meri izpolnjevala. Miklavž Komelj je Jenkovo nagrado prejel že leta 2006 za zbirko Hipodrom, letos pa jo je prejel še enkrat za njegovo najobsežnejšo pesniško zbirko imenovano Noč je abstraktnejša od en. Ta knjiga mi je ena ljubših mojih knjig, to vsekakor. Tako je tudi povzema pravzaprav mogoče med pesniškimi knjigami tudi najobsežnejša. Je precej labirintsko strukturirana, tudi v časovnem smislu. Pravzaprav najstarejši tekst v njej je iz leta 1989, čeprav večina je iz zadnjih let. Je pač knjiga, ki jo je treba vzeti v roke. Zavestno je strukturirana že naslov kot neka enigma, tako da, ja. Poezija je v današnjem času v Sloveniji zelo dobro zastopana, saj izide v današnjih časih vse več pesniških zbirk, od katerih so nekatere zelo kvalitetne in jih tudi uvrščamo v vrh evropske poetike. Slovenska poezija je, kot se reče, v zelo dobri kondiciji. Seveda, minili so časi posameznih literarnih ideologij, torej to pomeni, da je vsaka pesniška zbirka svet zase, govorimo lahko o avtopoetikah, posameznih avtorjev, pesnikov in pesnic. To, da smo narod pesnikov, bi nekoliko podvomil. Res je, da izide letno veliko pesniških zbirk, vendarle res kvalitetnih zbirk pa je vendarle, bom rekel, precej manj, kot jih je tisto, kar je, rekel, NUK evidentira kot pesniške zbirke, ki izidejo v enem koledarskem letu. Skratka, jaz ocenjujem, da je slovenska poezija vrhu evropske in svetovne poezije. Vedno več se jo tudi prevaja v tuje jezike, kar je dobro, skratka, da nismo več neznani in nepoznani. Celoten dogodek je organiziralo kulturno društvo Simona Jenka Šmonca pod vodstvom Rudija Zevnika s pomočjo številnih krajanov iz Podreče, ki še dan danes ohranjajo spomin na pesnika živ in tako uresničujejo Jenkove besede: Moja pesem bo nosila tvojo hvalo križen svet, z ust mladenčev se glasila bo še v času poznih let. Rok Vilar in Matic Friškovec sta se letošnje poletje odločila za potovanje v skandinavske dežele. Na pot sta se podala z osebnim avtom, seboj pa vzela le osnovne življenjske potrebščine. Doživela sta veliko zanimivega in zabavnega ter se naužila lepot, ki jih ponujajo severne dežele.
Letos julija sta Rok Vilar in Matic Friškovec odšla na 8000 km dolgo pot, ki jo je popeljala od domačih Medvod vse do tajgastih pokrajin severne Skandinavije. Na pot sta odšla v manjšem rabljenem avtomobilu, ki sta ga kupila prav za to priložnost, s seboj pa sta vzela le osnovne življenjske potrebščine. Pot jo je vodila skozi Avstrijo, Nemčijo, Dansko, Švedsko in na koncu Norveško in tako sta si ogledala vse te države. Za potovanje so se odločila, ker je to že bila dolgoletna želja. V bistvu oba sta zaljubljena v sever in zdaj je bila priložnost in sta se odpravila. Čeprav so cene v severnih državah višje od cen v Sloveniji, sta se na to pot podala z dokaj nizkim proračunom. Spala sta večinoma v šotoru ali pri znancih, nista zahajala v restauracije, ampak sta jedla hrano, ki sta jo prinesla s sabo in tako pokazala, da se da imeti lepo in zanimivo potovanje tudi z malo denarja. Ja, zdaj okvirno, jaz bi rekel, da tam okrog 800-900 evrov. Tako da, kot sem že rekel, bila sva zelo varčna, šparovna, hrano sem imela praktično vso sabo, Tako da budžet v bistvu je bil 1000 evrov, ampak so zapravila manj, tako da sem bila kar zadovoljna. Na tej dolgi poti sta doživela veliko dogodivščin in izkušenj, tako lepih kot tudi malo manj prijetnih. Mislim, dogodivščin je bilo ogromno, vsak dan se kaj novega zgodi. V bistvu ena taka zanimiva je bila odlaganje stvari, pomembnih stvari na streho od avta. In jaz sem pač denarnico pa očala odložil na avto v Nemčiji. In so se pol vozila nekaj časa in med vožnjo sem jaz ugotovil, da nimam denarnice pri sebi in so se potem vrnila, to je bilo že nekih 20 km nazaj in sva ob cesti po naključju na enem ovinku najdla očala in denarnico. Tako da ta je bila zanimiva. Pot je bila sicer dolga in občasno tudi naporna, a tako Matic kot tudi Rok pravita, da so severne dežele take, da jih ne moreš obiskati le enkrat. Nogometaši minuli vikend zaradi razmočenih igrišč niso tekmovali. Prejšnji teden v 8. krogu 3. slovenske nogometne lige Center pa je članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode v gosteh zabeležila poraz in sicer z 2-0 proti ekipi Brinje Grosuplje. Ekipa starejših dečkov je na domači zelenici izgubila proti Dobu in sicer z 0-7. Ekipa mlajših dečkov je premagala Bravo Publikom B s 3-0. Ekipa Združenih mladincev NK Jezero Medvode in NK Ločan Škofja Loka je na domači zelenici premagala Žiri z rezultatom 3-2. Ekipa Združenih kadetov NK Jezero Medvode in NK Ločan Škofja Loka pa je v gosteh premagala ekipo Visoko Preddvor. V slovenskih keglaških moških ligah je bilo odigrano 6. kolo. Hidro je v prvi B ligi v Radencih igral neodločeno, Medvode so v 3. ligi Zahod izgubila v Kamniku, ženska ekipa Medvod je v 2. ligi Zahod v 4. kolu izgubila na domačem terenu. V ljubljanski ligi pa je bilo odigrano 5. kolo, obe medvoški ekipi sta igrali v Ljubljani. Hidro 2 je premagal Taborsko jamo, Medvode 2 pa so izgubile z ekipo Abanke. V tekmovalno sezono so s tekmo Evropskega pokala v Landgrafu že vstopili deskarji na snegu. Med Slovenci se je z 9. mestom najbolje odrezal Tim Mastnak, medvoška deskarja nista tekmovala. Izidor Šušteršič je tekmovalno kariero namreč zamenjal za trenersko, Rok Flander bo že v kratkem prvič postal očka. V intenzivnih pripravah na novo tekmovalno sezono so tudi smučarji tekači. V letošnji A-članski reprezentanci imamo Medvoščani kar 2 favoritki. To sta Ana Marija Lampič in Leja Einfalt. Prvo tekmo svetovnega pokala bo že čez mesec dni gostila finska Ruka. Medvoški policisti so obravnavali eno prometno nesrečo v tednu od prejšnjega četrtka do danes in sicer na Varju, kjer je povzročitelj nezgode vozil z neprilagojeno hitrostjo, čemur je najbrž botroval pogum podkrepljen z alkoholom, za svojo nespamet je prejel plačilni nalog. Vlomilcem gre tudi slabo, saj so v Valburgi vlomili v leseno barako, o tem, kaj vse so v njej iskali ali našli, pa policisti ne poročajo. V Medvodah se je nekdo znesel nad osebnim avtomobilom in poškodoval lak na njem. Policisti so obravnavali 2 vloma v stanovanjski hiši v Medvodah in poskus vloma v poslovni objekt v Zbiljah. Policisti poročajo še, da so pri vozniku, ki so ga ustavili v Zbiljah, našli prepovedan predmet, teleskopsko palico, ki se smatra za orožje in so mu jo zasegli.
Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič. Lep večer.